Ste lahko zunaj, ki je tle malo krog, kaj bi šlo? Seveda. Vprašanje, že sem prej s telefon dejal, pa je bilo tak trušč, da se ni slišalo popolnoma nič. Nas vseeno zanima, od gospe Urške smo hoteli zvedeti, ampak zakaj je ona danes pravzaprav tukaj? Zelo jasno je povedala, da je prišla izraziti solidarnost tem ljudem, ker je ta kraj obiskala že v prvih dneh po ujmi in seveda je na lastne oči videla, kako hudo se je tukaj narava pač poigrala z ljudmi. Vsekakor pa smo v SDS lahko že takrat na seji sveta, na katerem smo tudi sprejeli sklep, da organiziramo tudi mi po naših močeh dodatno zbiranje pomoči, ugotovili, da je vlada Republike Slovenije odlično odreagirala, mnogo hitreje kot v podobnih primerih v preteklosti minule vlade in seveda tista pomoč, ki prva pride, je še dvakrat bolj dobrodošla. Ampak izkazalo se je, da vrednoto solidarnosti vsi spoštujemo in da je pač z tega vidika ta vrednota v Sloveniji še vedno spoštovana. Pa vendar je gospa Urška prav v imenu vrtnice, če se ne motim, podelila to pomoč, se pravi ona v tej organizaciji kot sodelavka? V organizacijo vrtnica se lahko včlani vsakdo, ki pač želi izraziti svojo solidarnost. Ta fundacija ne deluje samo sedaj, ampak je organizirana že dolgo vrsto let, smo tudi v različnih drugih priložnostih dajali pomoči. Ponavadi tega seveda nismo storili javno, ampak smo reagirali takrat, ko smo bili obveščeni o težavah, v kateri so se našli posamezniki in kolikor želite, ste tudi vi zelo lepo povabljeni zraven, da pomagate pa svojih moči. Ne verjamem pa, da bomo na naslednji prireditvi lahko podelila pomoč. Ja, ne vem, vsekakor, kolikor se boste pri tem polno angažirali in pomagali, boste zagotovo tudi imeli priložnost, da sodelujete. Vsaka prireditev, ki je organizira vrtnica, pa je javna, tako da vsi, ki to želijo, seveda lahko pridejo zraven. Kot rečeno, ste tudi vi prav lepo povabljeni, da se včlanite v vrtnico in pomagate po svojih močeh, da tudi vi pomagate pač gojiti vrednoto solidarnosti tudi za naslednje rodove. Hvala lepa. Dobro, če lahko še jaz, no, če imam vprašanje, lahko. Še z vaše strani, koliko pravzaprav je stranka SDS prispevala zdaj za pomoč krajanom tukaj Železnikov, se pravi tega zneska 19 000 evrov, če se ne motim? Stranka sama neposredno, kot veste, ne more prispevati, zato smo organizirali posebno dobrodelno fundacijo, ki je registrirana v registru skladno z zakonodajo. To je fundacija Vrtnica, ta deluje že dolgo vrsto let in je ob različnih priložnostih že izročila pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. V primeru ujme, ki je zadela občino Železniki, pa je bilo zbranih približno 30 000 evrov in to smo razdelili na 8 tistih družin, ki so bili po dosegljivih podatkih najbolj prizadeti v tej ujmi, ki je pač zajela te kraje. Žal pa, kot veste, je zahtevala tudi žrtve in tudi drugo trpljenje, ki pa ga noben denar ne povrne, ampak ta naš skromen prispevek naj bo osnova, da ljudje in pa ta kraj znova polno zaživijo. Kako to, da ravno danes? Ta datum je bil pač izbran v soglasju s ljudmi, tako da smo se lahko udeležili po eni strani mi, po drugi strani pa seveda tudi tisti, ki so bili prejemniki te pomoči. Zato je bila izbran ta dan in ta ure. Komu pa boste še namenili preostanek pomoči, se pravi, če moja računica pravilna 11 000 evrov? To še ni v celoti odločeno, kolikor bomo tudi spravili še dodatna sredstva in bomo še dodatno seveda porazdelili. Vsekakor pa bi opozoril, da naravna ujma, ki je zadela Železnike, je bila tu sicer najhujša, je pa žal posegla tudi v druge kraje Slovenije in tudi tam bomo, kolikor bo potrebno, seveda lahko pomagali po svojih močeh, odvisno pač od dodatno zbranih sredstev. Če ni skrivnost, gospod Grims, koliko ste prispevali vi? Sam sem kot poslanec, enako kot moji poslanski kolegi, prispeval enodnevni zaslužek. To smo se odločili na seji pač naše poslanske skupine in to sklenili povsem soglasno. Sem pa tudi sam sicer prispeval določen denar, znesek pa ne ostane skrivnost, kajti to sem storil tudi posebej in kot v podobnih primerih preteklosti, tega pač nikoli nisem obešal na veliki zvon. Torej, gospod Strnad, če ni skrivnostno, zbrali ste, rekli ste, da nekaj več kot 19 000,
evrov, če se ne motim. Kakšen je natančni znesek? Zbrali smo skoraj 30.000 evrov, natančno 29.500. Tukaj je šla glavnina pomoči v železnike, en del nameravamo dati še v Gornjo Savinjsko dolino in en del v občino, tam, kjer so se tudi poplave zgodile, Braslovče. Še drugim občinam. Na kakšen način točno, pa koliko časa ste zbirali ta sredstva? Ta sredstva smo zbirali približno mesec, kmalu po nesreči smo se lotili zbiralne akcije. Zbirali to pa tako, kot se ponavadi zbira s prošnjami našim dobrotnikom, našim tistim, ki so nam že pomagali, našim članom. In moram reči, da je bil odziv kar velik. Veliko ljudi je darovalo različne zneske, tisti, ki so lahko dali več, so dali nekaj več. Dobili pa smo tudi zneske po 10 in 20 evrov, tudi teh smo bili veseli. Tudi to je nakazana želja, da se pomaga. In to ni skrivnostno, kdo pa so ti dobrotniki, so to člani stranke SDS, tudi drugi? Ustanova Vrtnica ima širši krog podpornikov, kot so samo člani stranke. Je pa res, da glavnina pride iz vrst članov SDS, ki jim vrednota solidarnosti in medsebojne pomoči ni tuja. Po kakšnem ključu ste pa izbrali teh 8 družin tukaj v Železnikih? Teh 8 družin smo izbrali seveda na predlog občinskega odbora SDS Železniki, ki situacijo tukaj najbolje pozna in smo prepričani, da so dobro izbrali.